Pri založbi CF je izšla knjiga Radeta Pantiča Umetnost skozi teorijo, historično-materialistične analize in avtor razkrije svoje karte, da ga ne bi preveč iskali, kam bi ga umestili. V prvem stavku uvoda pravi: besedila v tej knjigi se lotevajo problema interpretacije umetnostne prakse, stališča historičnega materializma. In to tudi, ko preberete celo knjigo, natančno drži. Zdaj, tisto, kar bi jaz na začetku povedal, je seveda nekaj o tem, ko se identificira s historičnim materializmom. Historični materializem se seveda nanaša na Marxa in na marksizem, vendar je teh historičnih materializmov več v zgodovini in tisto, na kar se nanaša Rade Pantič, je najprej, recimo v prvem sloju, zagotovo historični materializem profesora Rastka Močnika, ki je bil tudi njegov učitelj in mentor na Beograjski univerzi oziroma na fakulteti za medije Univerze Singidunum, kjer je ta knjiga nastajala kot doktorska disertacija. To je prvi sloj. Naslednji sloj je pa seveda Altiserjeva interpretacija Marxa, zlasti Marxa na tisti točki, kjer govori o tem, kaj je njegova analiza pravzaprav dosegla, dokot je njegova analiza prišla, sprav v teh splošnih rezultatih, ki jih jaz zdaj ne bom v celoti citiral, ker bilo to dolgočasno, konec koncev se ukvarjamo s Pantičem, ne z Marxom, ampak Altiserjeva interpretacija je kritika tiste interpretacije, ki je videla v tem delu, se pravi v prispevku kritiki politične ekonomije Marxovem iz leta 1857-58 nekje, da je to začetek pravzaprav stalinizma, ker se je stalinizem skliceval na ta tekst in da je tukaj Marx pravzaprav koketiral s tem, da bi njegova filozofija postala znanost, in to pozitivistična znanost, se pravi neka sociologija na način Augusta Comta, ki govori o socialni fiziki, se pravi fizikalni zakoni v odnosih med ljudmi, kar pa vemo, da je ravno nasprotje Marxove kritike politične ekonomije, kako delujejo zakoni. Se pravi, Altiser je to na novo interpretiral in ta tip historičnega materializma, altiserijanski, je tisti, ki mu sledi, Rade Pantič, ne pa tisti, ki se naslanja na mladega Marxa in se ukvarja predvsem s teorijo odtujitve. Zato je tudi v središču interpretacije umetnosti to, da je umetnost ideologija. No, tu sem zdaj pripeljal stvar do točke, na kateri se začnejo v odnosu do večine predhodnih pogledov na umetnost, se začnejo tiste stvari, zaradi katerih se je zdel Marxov pristop škandalozen. Imenovati umetnost za ideologijo se je zdelo grdo. Tudi jaz bi se mogoče malo bolj neposredno osredotočila na metodologijo, ki jo Pantič tudi pojasni, še bolj pa jo, se mi zdi, pojasni tudi Rasto Močnik v spremni besedi, in sicer od česa, od kakve vrste analiz se nekako Pantič poskuša distancirati v svojem metodološkem pristopu. In sicer je to na eni strani nekaj, kar sam poimenuje sociološka kontekstualizacija, skratka, nek pristop k analizi umetnosti, ki nekako izhaja iz samega umetniškega fenomena, bodisi umetniškega dela, bodisi neke stilske formacije, bodisi posameznega avtorja, in pač na podlagi analize tega empiričnega umetniškega dela ali pač avtorja stilske formacije potem nekako kontekstualizira te specifike umetnosti v nekem prostoru in času z nekimi širšimi družbenimi, političnimi, ekonomskimi problematikami oziroma posebnostmi. Tukaj da Pantič in tudi Močnik, mislim, da ta primer predvsem socialno umetnostno zgodovino Arnolda Hauserja in pa tudi Bourdieuovo analizo, čeprav jaz mislim, da vseeno, če zdaj konkretno ta dva avtorja primerjamo, pač Bourdieu vseeno v tem smislu bolj teoretski, recimo temu, glede na to, da pač operira tudi z nekimi pojmi, ki so njegov lastni izum, skratka polje, habitus in tako naprej. Po drugi strani pa se Pantič poskuša nekako distancirati tudi od nekih, kaj pa vem, historično-materialističnih ali pa marksističnih analiz začetka 20. stoletja, ki pa so, pač se jih običajno nekako pojmuje neko, ali pa imenuje kot neka vulgarna teorija odraza, kjer je pač nek pristop do umetniškega fenomena ravno nasproten. Skratka, najprej neka
analiza družbenih, političnih, ekonomskih okoliščin in potem pravzaprav zelo pogosto recimo ti prispevki potem poiščejo nek paradigmatičen umetniški primer, ki podpre neke predhodne rezultate analize specifično nekih družbenih, ekonomskih, političnih fenomenov. Pantič se ravno tako v nekih teh delih knjige, ker bolj neposredno utemeljuje svoj metodološki pristop, distancira recimo od nekih filozofskih obravnav tipa Rancière, specifično Rancièrevi režimi umetnosti, ki pač, skratka, predvsem ta prehod iz reprezentacijskega režima umetnosti v estetski režim umetnosti, ki je pač potem nekako sovpade z recimo avtonomizacijo umetnostne sfere v modernosti. Recimo ne omeni Badiouxjevih, ki je Badiouxjeve ne režime umetnosti, ampak sheme umetnosti, ki je tudi do neke mere sorodno Rancièreju, ampak skratka, Pantič je načeloma tudi nekako kritičen do filozofskih obravnav umetnosti, predvsem, ker se mu pač nekako zdijo redukcionistične ali kakorkoli že. Skratka, kot rečeno, poskuša v svojem metodološkem pristopu nekako priti do neke sinteze med tema dvema opcijama, skratka na eni strani pristopom, ki izhaja iz nekih formalnih specifik umetnostnih fenomenov in potem nekako kontekstualizira z družbenimi okoliščinami in pristopov analize, ki nekako primarno štartajo iz družbenih okoliščin in potem najdejo nek umetniški primer, čeprav je večina nekih obdobij, ki jih knjigi obravnava, pravzaprav v nekem smislu sledi temu, skratka, najprej pojasni, najprej se osredotoči na neke družbene okoliščine, še posebej neke okoliščine sprememb, recimo od specifično formacije antične demokracije, potem pač nek sreda 19. stoletja, torej skratka formativni kontekst moderne koncepcije umetnosti in potem tudi sodobna umetnost, na kar se v drugem delu še osredotoči na specifično jugoslovanski prostor. Skratka, sam nekako izhaja po eni strani iz nekih historično-materialističnih virov, kot že povedano, predvsem Althusserjeve teorijo ideologije, hkrati pa dosti tudi iz ruskega formalizma in poskuša torej neko to sintezo, na kak način se skratka družbene okoliščine prevajajo v specifično umetnostnem postopku, recimo, oziroma ideologijo umetnostnega postopka. To bi mogoče. No, če je ta metodološki del vsekakor izjemno zanimiv za vse nas, ki se ukvarjamo raziskovalno in sicer z umetnostnimi vedami in s humanističnimi vedami nasploh, vedami o umetnosti, je ta drugi del, ki prinaša 3 študije, študijo o starogrškem kiparstvu in njegovem razmerju z atensko demokracijo, kako se pravzaprav vzpostavi to kiparstvo, ker je seveda v popolnem nasprotju s tistim, kar o tem govori Hegel v svoji estetiki, in je izjemno zanimiva navezava med demokracijo in kiparstvom. Drugi del tega drugega dela govori o Franciji 19. stoletja, o Maneju in njegovi umetnosti, ki je neke vrste čista umetnost, avtonomna umetnost, skratka nek primerek tega, kako umetnost v buržoazni dobi pridobi te oznake, da je nekaj drugega, da ne pripada ostalemu umazanemu svetu, da je neodvisna, avtonomna, vzvišena, izjemna in tako dalje. No in potem tretji del govori o sodobni umetnosti, kar je gotovo domena kolegice Kaje Kraner. Jaz bi sam kakšno besedo povedal zraven pri tej analizi 19. stoletja. Namreč stari Grki, kot vemo, pravzaprav sploh ne pripadajo naši civilizaciji, so posebna civilizacija, se tu s Špengljerjem strinjam, nismo se razvili starih Grkov, če jih še tako občudujemo, jih potvarjamo za svoje. Ampak mi izviramo iz 18. in 19. stoletja, to vemo že vsaj od postmodernizma, če ne že od prej. Tam je vse nastalo, kar uporabljamo vsi koncepti. In koncept umetnosti je šele nastal v 18. stoletju, prej tega koncepta sploh bilo ni. Nastane pri Charlesu Batailleju v Franciji, nastane tudi estetika, ki ta koncept uporablja pri Baumgartnu in to v nekaj letih se vse to zgodi.
in je vse to tudi sprejeto kot nekaj novega, pa vendarle kot bi bilo že utečeno. In tu je postopek, v katerem se dogaja redukcija. Umetnost predtem pomeni vse, kar se izdeluje po nekih pravilih, ki si jih je človek sam odkril, zadal in razvil. To, kar zmore. Skratka, to je veščina neke vrste, obrtna veščina, duhovna veščina, kakršnakoli. Po tem posegu sredi 18. stoletja pa umetnost pomeni nekaj, kar je zvišeno daleč nad obrtmi, industrijo in vsemi temi preostalimi dejavnostmi človeka v nekem svojem lastnem prostoru, vendar pod pogojem, da odpade od nje vse tisto, kar je umazano, čutno, neprijetno, recimo žensko ustvarjanje umetnosti, tudi seveda ustvarjanje po meri lepote, vendar tisto, ki je hkrati koristno, koristnost ni primerna, vse to je izločeno iz umetnosti. In ta vzvišena umetnost, ta čista umetnost je tista, ki v 19. stoletju potem še z larpurlartizmom pridobi to mesto, na katerem še danes pričakujemo umetnost, čeprav sodobna umetnost, že avantgardna umetnost se temu pojmu in temu ustitvi že upira. Že več kot 100 let imamo upor zoper to, ampak še vedno ta koncept obstaja in še vedno deluje, kar pomeni seveda, da je vezan na kapitalistično družbeno formacijo, kot bi rekel verjetno sam Rade Pantič. Pri čemer je treba, in dobro je, da ste omenili Bourdieja, s katerim se več ukvarja Rastko Močnik, kot pa Rade Pantič, samo na enem mestu ga Pantič omenja. Bourdieu je seveda v svoji knjigi Pravila umetnosti, Le règle de l'art, se ukvarjal ravno s to čisto estetiko. In, kot je bilo rečeno, v spremni besedi ne zavrača te knjige, Rastko Močnik, ampak pojem habitusa. V tej knjigi je pa poleg tega ob razlagi Flaubertja, torej ne Maneja, ampak Flaubertja v tem primeru, njegove čiste umetnosti, je hkrati tudi polemika z čisto estetiko. Torej ne samo s pojmovanjem čiste umetnosti, ampak čisto estetiko, ki je prav tako neka redukcija umetnosti na nekaj, kar ustreza ne samo filozofiji kot vedi, recimo, ampak ustreza ravno tej čistosti, temu stalnemu čiščenju umetnosti od vsega, čemur bi verjetno Rancière rekel reprezentativnega. Se pravi, vse je vredno reprezentacije, ne pa samo tisto, kar je vredno reprezentacije. Tako približno. In o tem govori Bourdieu in se norčuje iz te čiste estetike na zelo, bi rekel, kvaliteten način. Meni se kljub temu, da je do neke mere problematična ne ravno problematična, ampak da obravnava antičnega obdobja, zdi pravzaprav analiza tega obdobja kar kvaliteta knjige, ker se mi zdi, da pač vseeno se historično-materialistične analize običajno nekako osredotočajo na formativni kontekst modernosti in potem naprej. In je, pač Pantič dobro pokaže recimo neko tranzicijo recimo od funkcije umetnosti kot nekega mediacijskega sredstva med božanstvom in pa nekim posvetnim, potem v neko avtonomizacijo ustvarjalnih procesov, specifično na formacijo klasičnega kiparstva v Grčiji. Tu se mi zdi tudi, da se nekako dosti dobro vidi, da črpa do neke mere iz ruskega formalizma ali pa iz tudi historično-materialističnih analiz, kjer se vseeno primarno nekako obravnava literatura in da pač nekako se mi zdi, da aplicira to metodologijo, ki je vezana na literaturo, potem na upodabljajoče umetnosti in se tudi osredotoča predvsem na neke zelo formalne specifike, na kak način se skratka politične okoliščine potem prevajajo v neke zelo formalne, oblikotvorne specifike, čeprav hkrati omenja tudi liturgijo, hkrati omenja tudi gledališče. Tu se mi zdi, da bi lahko bila tudi zelo zanimiva analiza, če bi se lotil recimo gledališke prakse in tudi tukaj pokazal recimo neke zametke, kompenzacijske funkcije umetnosti, ki so tudi v modernosti potem v ospredju, recimo tudi mislim, da sicer zelo na kratko omeni
neko vlogo fikcije, vlogo umetniške fikcije, kar bi se mogoče lahko prišlo bolj do izraza natanko, če bi recimo se obravnaval konkretni primer gledališča. In potem se mi tudi zdi, da bi mogoče lahko izstopil, ker mislim, da vseeno nastopa v nekem okviru tega, recimo bi temu lahko rekli objektivne estetike. To recimo mi je nek malo manjko obravnav konkretnih primerov, da je ta neka estetska raven umetnosti nekoliko v ozadju, ravno zaradi tega, ker je pa neka formalna plat, tehnična plat celo umetniških postopkov v ospredju. Mislim, da je to v veliki meri natanko rezultat tega, da pač črpa iz nekih virov, ki primarno obravnavajo literaturo in pač potem temeljijo na nekem obravnavi umetnosti, recimo na podlagi razlike med jezikom v vsakdanjem življenju, potem specifično poetskim jezikom in tako naprej. Ampak kljub temu je meni bila pač posebej zanimiva natanko ta antična obravnava, kjer se res vidi, da so vsi ti neki zametki moderne koncepcije umetnosti že pravzaprav nekako nadelo vsaj za eno obdobje. No, potem vam je morala biti sigurno še bolj zanimiva sodobna umetnost kot ritual preobrata, ki se ga najde že pri ljudstvu Zulu. Ja. Ja. Tukaj sicer mislim, da je ta del knjige mi je bil najmanj prepričljiv, ampak čisto mogoče zaradi tega, ker se sodobno umetnostjo bolj neposredno ukvarjam. Kar je pač, Pantič je v tem primeru nekako vzel za izhodišče en umetniški primer, mislim, da je iz 2007, Cigani in psi Zorana Todorovića. Skratka, gre za nek, recimo temu škandalozen umetniški primer, ki je potem pač, ne vem točno, ali ob javni predstavitvi najverjetneje, pač generiral debate onstran strogo umetniške sfere, kar se prav zelo redko zgodi, recimo v slovenskem prostoru imamo običajno, ne vem, nazadnje je bil tak primer, kaj pa vem, najverjetneje situacija z Majo Smrekar, Simono Semenič, ampak še to, ko je čisto zaradi slučaja, ker sta bile nominirane za nagrado Prešernovega sklada, to umetniško delo pač prišlo nekako izven ožje umetnostne sfere, v dnevni tisk, pač izven umetnostne sfere in je potem pač nastopila neka moralna panika, škandal. Podobno so tudi primeri, recimo, kakih umetniških del, ki so bili obtoženi, da žalijo verska čustva. Kakorkoli že, Pantič zame, skratka, to vrsten primer, ki je, skratka, relativno redek, in na podlagi tega primera potem nekako poskuša obravnavati ali pa posplošiti, da gre za nek splošen pristop splošen nek produkcijski način znotraj sodobnih umetnosti. Skratka, na podlagi fenomena ritualov preobrata, ki so pravzaprav neka oblika karnevala, neka oblika začasnega stanja izjeme, ki seveda skratka zamejenega, običajno časovno-prostorsko zamejene sprevrnitve nekih uveljavljenih norm, uveljavljenih pravil, ki pa seveda ni v funkciji kakršnega koli preopraševanja teh pravil, ampak ravno nasprotno v funkciji tega, da ta pravila še naprej tečejo. Skratka, Pantič potem na podlagi konkretnega primera postavi tezo, da pač sodobna umetnost, v okviru polja sodobnih umetnosti imamo pravzaprav opravka z nekim imperativom transgresije, z nekim imperativom fetišizacije, aktivizma, kar mislim, da pač nekako zgolj pogojno drži, čeprav nedvomno se v okviru sodobne umetnosti, ki se v lokalnem prostoru običajno periodizira od 90-ih let naprej, je vsekakor mogoče detektirati neko pogostejšo politizacijo, pogostejše nanašanje na neke družbene
problematika, ampak to je pač tudi vezano na nek predhodni razvoj, recimo od neoavantgard od 60-ih, 70-ih let naprej, ko se umetnost v vedno večji meri pač referira na širšo področje kulture, na širše politične problematike, povezuje z družbenimi gibanji in podobno. Ja, to recimo. Meni je tu zanimivo, ob tem, da je tudi ta Todorovićev primer o ciganih in psih seveda res dolgo časa mučil zlasti srbsko javnost seveda, kjer je gotovo za nekaj podobnega fenomenu NSK-ja, se pravi, da tisto, kar je mučilo srbsko javnost, je bila seveda njena lastna travma v odnosu do pozicije ciganov, ki so jih prav takrat tudi selili zaradi univerzijade in drugih razlogov iz njihovih siceršnjih bivališč v Beogradu in tako naprej. Ampak tista stvar se mi zdi zanimiva zaradi nadaljevanja, je pa seveda ta, da se sklicujoč se na te rituale, ki so rituali pravzaprav izjemnosti, ki dovolijo neko izjemnost samo v določenem krogu ali določeno število časa, potem se pa obrne v politično ekonomijo in zanika izjemnost. Tukaj seveda ta stvar ni čista. Je pa res, da je zelo utemeljeno se lotil knjige Davea Beacha, Art and Value, to spravi umetnost in vrednost, ekonomsko izjemnost ali teorija izjemnosti umetnosti v ekonomiji, klasični, neoklasični in marksistični. Namreč gre za umetnika Davea Beacha, ki se je zaradi polemik in debat, ki so jih imeli v Veliki Britaniji, lotil, mislim, da je kar 4 leta študiral ekonomijo, s katero se prej ni ukvarjal razen kot del svojega preživetvenega načrta in prišel do tega, da je zelo dobro predstavil vse te ekonomije, politične ekonomije in ekonomike in neoklasične in tako naprej, predvsem pa tudi marksistično. To je prvi avtor, ki sem ga jaz zasledil v literaturi, ki se ukvarja z umetnostjo, ki je razumel Marxovo razlikovanje med produktivnim in neproduktivnim delom. Če umetniki jemljajo pogosto za psovko, če se reče, da je umetnost ideologija, ker seveda v marksističnem izrazoslovju ni nikakršna psovka, potem seveda še hujše s tem, da Marx trdi, da je umetnost neproduktivna. Čeprav v njegovi govorici to pomeni, da ne dela za kapital, torej dokazuje ravno tisto, kar skuša dokazati tudi Beach v tej knjigi, zato je verjetno on tudi to razlikovanje pravilno razumel. No, ampak ko pride do te točke, da pregleda vse te, tudi najnovejše, od tečerizma do danes, teorije in poglede na položaj umetnosti, ne pa tudi te sodobnih, ki so zdaj, skozi prekarnost in druge pozicije zanimivi, pride Beach na koncu vendarle do sklepa, da je umetnost izjema v tem smislu, da absolutno ni nič povezana s kapitalom, ne dela za kapital, umetniška dela niso blago in tako dalje, zato ker so enkratna, edinstvena, kjer že vidimo, da se bolj sklicuje na poezijo, predvsem pa na likovno umetnost, kot pa recimo na teater ali pa sploh na film in tako naprej. Ampak to je pač neka omejitev. Predvsem pa seveda gre za to, da tu on uvede potem to izjemo in izjemnost umetnosti, zaradi katere dokazuje v celem poglavju, ki sodi v drugi del knjige, Rade Pantič, kako je pravzaprav umetnost ravno s tem, da je na prvi pogled nekapitalistični način pridobivanja, seveda vključena ne v kapital, njegovo neposredno kapitalsko produkcijo, ampak v kapitalizem kot sistem, v katerem produkcije, ki niso neposredno kapitalistične, urejene na način kapitalovega kroženja in samooplajanja, vendarle dobijo svoje mesto in prispevajo k vzdrževanju tega sistema, te družbene formacije. To je njegov cilj in mislim, da ta cilj dovolj uspešno v tem politično-ekonomskem, predvsem pa kritično-politično-ekonomskem delu, da ga dovolj uspešno dokaže. In spet seveda gre za to, da ta izjemnost pripisana umetnosti je nekaj, kar pravzaprav ravno je proizvod buržoazne dobe, proizvod moderne dobe, proizvod kapitalizma, ne pa nekaj, kar bi umetnost večno imela in vedno imela, kar pomeni seveda, da je ravno ne samo to neka ekonomija, ki ni neposredno vezana na kapital, ampak da je to ekonomija, ki seveda vendarle neposredno vezana na kapitalizem. Nastala je v kapitalizmu, nastala je v 18. stoletju, razvila se je v 19. stoletju, upira se za avantgardo v 20. stoletju, gre v akcionizem in artivizem s sodobno umetnostjo in vse to je pravzaprav del nekega dogajanja
v avtonomiji umetnosti, ki je seveda Rade Pantič ne zanika kot dejstvo, ne, ampak ta avtonomija služi ravno temu, da se pravzaprav vzdržuje kapitalistični red tudi na način ideologije umetnosti. Meni je tudi zanimivo, da mislim, da je, se ne vem, če Pantič, ampak vsekakor je že pri Biču, no, tudi ta izpostavitev vloge interpretacije umetnosti, skratka vseh teh, ne le recimo kritištva, ki je bilo pač, ne vem, vsaj v nekih recimo zahodnih kontekstih bolj neposredno vpeto v valorizacijo umetnosti, tudi, ne vem, preko povezave z recimo zasebniki, ki trgujejo z umetnostjo, česar recimo v lokalnem prostoru do neke mere nimamo, pa zelo v minimalni meri. Ja, tudi v končni fazi pokaže na so to različne disciplinarne pristope k analizi umetnosti, da v končni fazi sodelujejo v proizvodnji, recimo, bordijevsko rečeno, simbolnega kapitala, ki se potem pač na neki točki prevede v ekonomski, bodisi preko tržne realizacije, skratka, prodaja umetniškega dela, bodisi na nek posreden način, skratka, na kak način interpretacije vodijo v vidnost v javnem prostoru, na kak način vidnost v javnem prostoru vodi do, ne vem, vključitev zbirk, vključitev v pomembne razstave, na kak način se recimo to nekako privede do recimo ekonomskega rezultata tudi v nekih kontekstih, kot je slovenski, kjer ja, pač ni nekega trga z umetninami, ampak lahko se vse našteto prevede v, ne vem, nagrade v končni fazi, prispevke Ministrstva za kulturo, v razne druge, recimo, druge stvari, ki imajo neke ekonomske konsekvence. Skratka, ja, da so tudi tu v samem interpretiranju umetnosti že na delu neki tržni mehanizmi, recimo temu. Ja, no, meni se zdi pomembno tudi dodati k Pantiču to, da na začetku, ne, ko metodološko pojasnjuje svojo pozicijo, predvsem vztraja nekje na tem, da se skuša izogniti esteticizmu ali formalizmu, če rečemo z drugimi besedami, v odnosu do umetniškega dela, na drugi strani pa teoriji odraza. Ampak seveda, ko začne govoriti o sodobni umetnosti, takoj ugotovimo, da te obe dve teoriji nimata nobenega vpliva več in nihče se na njih ne sklicuje že 50 let. Ne. Tako da je sodobna umetnost nekje obkrožena z drugačnimi teorijami, drugačnimi ideologijami in da to sama čisto drugače funkcionira tudi s tem Todorovićevim primerom, kot pa Manejeva dela. Ne. In v tem smislu seveda mislim, da je Rade Pantič dobro pokazal to razliko, verjetno pa ni iz nje potegnil še vseh konsekvenc. Je pa za slovensko branje dodatno zanimivo seveda ta jugoslovanska situacija, ki se ji posveti na koncu, v dodatnem tem delu, zato, ker seveda slovenska ideološka zgodovina umetnosti od Trubarja naprej, ne, je izjemno interesantna. Vemo, da se je pri nas kar nekaj avtorjev s tem ukvarjali, tudi iz tega kroga, poleg Rastka Močnika, gotovo tudi Slavoj Žižek v analizi slovenskega nacionalnega karakterja in tako naprej. Ne. In je tu, po mojem, interesanten ta tretji del zato, ker govori o stvareh, o katerih še nimamo utrjene zgodovine. Ne. Pri nas se s tem ukvarja recimo pač kolega Jezeršek, ne, in tako naprej, s to idejo Jugoslavije, umetnostjo, kulturo Jugoslavije in tako dalje. No, Rade Pančič se ukvarja pa s tem, kako je ona sebe htela videti potem, ko se je ločila na nek način od socialističnega realizma. In je zanimivo, da poudarja vlogo Krleže, ki je s svojim govorom na Ljubljanskem kongresu književnikov označil konec stalinizma v umetnosti. Formalno se konča 48. leta s tem, da nas pač Stalin tako skuša odpraviti, ne, pa mu to ni uspelo. Ampak dejansko seveda je šla Jugoslavija po poti stalinizma še naprej, ne, po letu 48, dokler se ni začelo počasi prihajati do zavesti
da je treba postaviti stvari na neke lastne osnove, če ćemo preživeti. Ne. In Krleža je v umetnosti postavil to v Ljubljani na kongresu in njegova pozicija je bila prvič, bi lahko rekli, neke vrste obnova meščanske paradigme umetnostne na eni strani, na drugi strani pa neke vrste postkolonialni pristop v tem smislu, da je nasloniti na lastno izvirno folkloro, na stečke in krajputaše. Ne. Stečki so pač ta bošnjaška, ne, posebna umetniška zvrst, krajputaši so v Srbiji zlasti označevali po prvi svetovni vojni na križiščih oznake ne za grobove, ampak za odsotne grobove tistih, ki so zginili v prvi svetovni vojni in se nikoli niso vrnili domov, so ostali na Krfu, Solunu in tako naprej. Imajo pa že dolgo tradicijo, te stvari so potem bile tudi na jugoslovanski razstavi v Parizu in podobno. Skratka, Krlež je tu pri tisti, ki vzpostavi te zadeve, ne, spremeni pozicijo. V Sloveniji pa to približno v istem času prinese polemika zelo jasna med Vidmarjem in Ziherlom, kjer spet naš kolega, profesor te fakultete, ne, te besedne postaje, tako rekoč, Ziherl zastopa lukačevski pogled na socialistični realizem in na realizem kot ideal pisanja nasploh, 19. stoletje in tako dalje. Josip Vidmar pa svoj, bi rekel, dosti subjektivistični, solipsistični pristop, ki izhaja iz tega, da je umetnost nek večen pojav, ki potrebuje dober okus, prav tako kot potrebuje dobre avtorje. Ljudi z dobrim okusom je približno 13 stoletje in približno 30 so tudi dobri avtorji, več jih ni. Ne. To je Josip Vidmar teorija, ne, in boh ne da bi se kdo ukvarjal z estetiko, ker to je dejansko zločin nad umetnostjo, ne, kot vedo. Ne. In to je ta pozicija, ki je zmagala. Ne. Kar je bil na koncu posledica tudi ta, da je profesor Ziherl prišel na fakulteto in ni bil več na CK-ju. Ampak skratka, v Sloveniji je ta buržoazna linija, brez postkolonialne primesi, pokažemo, da smo drugačni od Zahoda, itak nas ne bojo nikoli priznali, to je bila Krleževa pozicija. Ne. Slovenska pozicija je bila obnova nacionalne umetnosti, izrazita jasna obnova nacionalne umetnosti, ki igra to vlogo, kot jo je igrala v 19. stoletju, 20. stoletju. Zato imamo to kontinuiteto slovenske književnosti, tudi njene političnosti, njene ideologije, ustvarili smo državo, ne, in tako naprej. To je ta pozicija, ki bi bila verjetno za analizo Radeta Pantiča še dodatno zanimiva, ko je ne bi v precejšnji meri pravzaprav te kritične generacije 60. let že opravljale tudi pri nas. Mislim, meni je recimo malo škoda, da ta nek zadnji del knjige se potem na nek način ne osredotoči recimo potem na kasnejša, recimo 60. 70. leta, ki bi lahko tudi se nagovorila ta neka pozicija recimo socialistične kulturne politike do nekih mladinskih subkultur, ta tematika, ki je potem privede do nekih vsaj v slovenskem prostoru pomembnih umetniških fenomenov, pa širše kulturnih fenomenov v 80. letih, ki se jih pač tudi nekako opredeljuje za nek formativni kontekst sodobne umetnosti in na tak način pač prišel do neke znova nazaj do neke predhodne kontekstualizacije sodobne umetnosti. Pak ni šlo vsega. No, knjiga sama je odlično branje, tako da je tudi velik rezultat nekega iskanja in raziskovanja. Je pa res, da so ti primeri, ki so noter, pravzaprav se na koncu zožujejo na primere, ne, na ilustracije, kar je škoda in vedno manj se na koncu potegne iz tega nek, bi rekel, konceptualni aparat za sodobnost. Zdaj ne bi človek pričakoval, da bi še ena debela knjiga zraven bila, da bila 2 dela, da je pol še potegnjeno do sodobnosti, a vsaj konceptualni aparat za sodobnost bi pa lahko bil, ker ta konceptualni aparat, ki ti je tu, kot sem rekel, že v tej povezavi oziroma ločevanju od esteticizma in teorije odraza, to ni tisto, kar danes koga zanima. Ne. Že prvi jugoslovanski kongres filozofov na Bledu
je 61. leta, mislim, rekel, da je ta kritika stalinizma končana. Ne. O teoriji odraza ne bomo več razpravljali. Ne. In se tudi res ni razpravljali. Mi se v 60. letih, 70. nismo kot umetniki borili proti teoriji odraza, ki bi jo kdo zastopal. Ne. Mi smo bili opravka z Josipom Vidmarjem, ki je zagovarjal večne vrednote umetnosti. Ne. Klasično buržoazno pozicijo kot razredno pozicijo, tako rekoč, kot partijsko, komunistično pozicijo. To je neka zanimivost Jugoslavije, da se to dogaja tudi različno v različnih republikah, ki se je ni tako lahko lotiti. Ne. Se vidimo, kaj se je pisalo ob teh razstavah, ki prikazujejo to zgodovino in koliko imamo še v tej zgodovini pravzaprav popolnoma raztresene poglede in koncepte. Tako da to ni očitek knjigi, ker preprosto ni mogel vsega narediti.